Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Ta konec tedna se začenja končnica rokometnega državnega prvenstva. O derbiju med Celjem in Gorenjem v rubriki V središču z novopečenim slovenskim reprezentantom Galom Gaberškom. Kot organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji pa so v sklepnem delu priprav na 31. dirko. V našem studiu se nam bo pridružil vodja druge etape Roman Hriberšek. Druga etapa bo namreč potekala po številnih krajih in mestih na Celjskem, začela se bo v Velenju, končala pa v Rogaški Slatini. Nogometaši Celja so pokalni prvaki Slovenije za sezono 2024-2025. Celjani so v sredo v Stožicah v finalni tekmi s kar 4-0 premagali Koper. Aktualni državni prvaki so po 20 letih v svojem 11. pokalnem finalu prišli do druge pokalne lovorike v zgodovini kluba. Celjani so na svoji že 60. tekmi v letošnji sezoni povsem nadigrali Koprčane in vprašanje pokalnega zmagovalca rešili že v prvem polčasu. Mreža nekdanjega celjskega vratarja Metoda Jurharja se je prvič zatresla v 26. minuti, ko je po podaji Juana Nieta zadel Svit Sešljar. Le 4 minute kasneje je Sešljar začel akcijo za drugi celjski gol. Po njegovem kotu je streljal Žan Karničnik, odbito žogo pa je iz neposredne bližine v mrežo pospravil Aljoša Matko. Matko se je v finišu prvega dela izkazal še v vlogi podajalca, ko je z globinsko žogo zaposlil Nikito Josifova, ki je postavil izid polčasa Celje 3, Koper 0. Celjani so v drugem polčasu nadzirali potek stvari na igrišču. Piko na i njihovi popolni dominaciji pa je v 81. minuti postavil Aljoša Matko še s svojim drugim zadetkom. Za Celjane je bila to v 11. pokalnem finalu druga pokalna lovorika. Koprčani ostajajo pri 4. Nazadnje so se veselili leta 2022. Tudi prejšnje tekme lahko rečem, da smo bili dominantni na igrišču, ampak danes smo, naredili še tisti korak naprej. Dejansko jim nismo pustili nič, sploh v prvem polčasu, mislim, niso niti enkrat pogledali proti golu, tako da čestitam celotni ekipi, celotnemu strokovnemu štabu, navijačem, ki so danes tu in zdaj je čas, da uživamo. Vse, kar smo se dogovorili pred tekmo, nekak taktičen načrt je na igrišču popolnoma uspeval. Bili smo res dominantni, igrivi na žogi. In ja, na srečo smo tudi prvi polčas izkoristili nekaj priložnosti, ki smo imeli, se oddaljili od Kopra, po drugi strani pa jim nismo pustili praktično nobene priložnosti in na koncu mislim, da smo res zasluženo zmagali. Moram reči, da smo bili zelo samozavestni, da smo verjeli, da bomo tekmo zmagali in že od prve minute smo imeli tisto pravo energijo na igrišču. Vsi so dajali od sebe tisto, kar se od njih pričakuje in na koncu smo bili zato tudi uspešni. Kaj reči ob taki tekmi, kot prvo čestitati Celju na zasluženi zmagi. Bili so konkretnejši, hitrejši, sposobnejši, kreativnejši, hitrejši v svojih reakcijah, tudi kombinatorni, tako da enostavno nismo bili danes na takem nivoju, da bi jim lahko parirali. Malce boljši drugi polčas, ampak nič kaj pretirano drugačen od prvega, razen v tem nekem rezultatskem smislu. Tako da še enkrat čestitam ekipi Celja na zasluženi zmagi. Koprčani in Celjani so se v 2 tednih srečali kar 3-krat. Je Celjane še dodatno motiviral nedeljski prvenstveni poraz na domačem igrišču? Ne bi rekel, da nas je požgalo, ampak danes, kot je že trener večkrat omenil, da lahko igramo na
100 različnih načinov in danes se je videlo, da nekako smo jih analizirali prejšnje dve tekmi in videli, kje so prostori. To smo danes pridom izkoristili in ja, kot sem rekel, popolna dominacija in popolnoma zaslužena zmaga. Celjski kapetan in slovenski reprezentant Žan Karničnik veliko zaslug za popolno dominacijo na igrišču pripisuje španskemu trenerju na klopi Celja Albertu Rieri. Takšen strokovnjak, takšen užitek je delati dejansko z njim, ker vsak dan se naučiš nekega novega, popolnoma je predan temu. In ja, smo lahko za vse to, mislim, lahko smo hvaležni, da ga imamo v Sloveniji, ker mislim, da bom rekel, takšnega nogometa, če je že igral kdo pred tem, oziroma da je bil toliko dominanten, tudi konec koncev v neki finalni tekmi. S pokalnim naslovom so si Celjani v prihodnji sezoni priigrali pravico nastopa v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa. Je bila sezona, v kateri jih sicer čakata še 2 prvenstvena obračuna, uspešna? Želeli smo več, ampak vemo, da tekmovati na 3 frontah ni enostavno. Konec koncev smo skoraj celotno leto preživeli v Evropi, igrali 20 tekem in ja, v sami igri je prihajalo tudi, oziroma v samih tekmah je prihajalo do nekih rotacij igralcev. Nekateri so na novo, ker vemo, da rabijo nekako čas, da se privadijo, da se, bom rekel, prilagodijo tudi samemu trenerju, kaj on zahteva. Ampak ko je bila na igrišču tista ekipa, ko je že nekaj dlje časa z njim, da je to tista, bom rekel, stopnička več, ki si jo želim. Glede na to, kako smo ligo zavozili, po domač povedano, je bila danes neka zadnja priložnost, da postavimo stvari na pravo mesto. In glede na to, da smo osvojili pokal, da smo bili tako uspešni v Evropi, mislim, da smo lahko zadovoljni s to sezono, ampak ja, ni pa še končno. Imamo še 2 tekme, tako da maksimalno bomo odigrali do konca, ker je tako tudi pošteno do ostalih. Koper je po 11 tekmah prvič izgubil pod taktirko nekdanjega celjskega trenerja Slaviše Stojanoviča. Ob nemoči na igrišču so Koprčani sploh v drugem polčasu nekajkrat izgubili živce in v končnici tekme ostali brez izključenega Kursija. Pa ne bi rekel, da je bila tenzija. Mislim, da smo že prvi polčas odločali tekmo, drugi polčas smo pametno igrali. Malo smo kradali čas, držali žogo, na koncu so bili oni tisti, ki so se pustili sprovocirati, ampak ja, mislim, da bi že na polčasu bila tekma odločena. Še bolj vroče kot ob koncu tekme je bilo v Stožicah takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko so bili glavni akterji incidenta celjski trener Albert Riera, pomočnik trenerja Kopra Savo Pavičevič in športni direktor Kopra Ivica Guberac. Mislim, da na koncu to ni bilo potrebno, ampak ja, danes ni čas, da se pogovarjamo o tistem, kaj je bilo na koncu, danes je čas, da se pogovarjamo o teh 90 minutah na igrišču in mislim, da bom rekel, naslovnice da bojo napolnjene s tem, ne za tem, kaj se je dogajalo po sodnikovem žvižgu. Najbrž se bo na posnetku videl, jaz sem šel željo čestitati kolegi na zmagi. Potem so se pa za mojim hrbtom in pred mojimi očmi začele dogajati neke stvari, ki jih jaz enostavno nisem, prevelika gužva je bila, da bi lahko dojel, kdo je zdaj, kaj, zakaj, ampak videl sem, da je kolega Riera šel proti naši klopi, to je pa tudi vse. Seveda, da ni to najbolj prijetno, ne. Samo Savo Pavičevič ni to naredil iz čistega mira. Riera je svoj šov nadaljeval tudi na novinarski konferenci, ker na njegovo zahtevo novinarski kolega iz Slovenskega športnega časnika ni želel zapustiti sobe za novinarsko konferenco, Španec ni želel odgovarjati na vprašanja ostalih novinarjev in je novinarsko konferenco enostavno zapustil.
I will answer if your colleague will go out of the room. You want? Okay. You agree? I will not answer if your colleague is not going out from the room. Agree? You can tell him he can go out and I will answer. It's not your fault. Huh? Okay. Thank you. Good night. Thank you. Po incidentu po finalni pokalni tekmi v Ljubljani se je dan zatem v izjavi za javnost oglasil celjski trener Albert Riera. Ta je med drugim zapisal, da se svojemu klubu, predsedniku Valeriju Kolotilu, svojim nogometašem in navijačem želi opravičiti za svojo reakcijo po sredini osvojitvi pokala. Španec je med drugim še zapisal, da se želi osebno opravičiti tudi Kopru, klubu in njegovi zgodovini, njihovim nogometašem in nenazadnje tudi njihovemu predsedniku. Dejal je, da so bili vpleteni v situacijo in prizore, ki nimajo nobenega smisla za Lenico. Njegova želja je, da bi v prihodnje lahko uživali v nogometu, ki se igra v Sloveniji. Zaradi spoštovanja do vseh trenerjev na nasprotni strani je obljubil, da se v njegovi karieri sredina situacija ne bo ponovila nikoli več. Zapisal je še, da najraje govori igrišče. V finalni seriji državnega prvenstva v futsalu je moštvo Dobovca proti Siliku iz Vrhnike povedlo z 1-0 v zmagah. Na prvi finalni tekmi v Rogaški Slatini se je redni del tekme končal z neodločenim izidom 3-3. Po streljanju 6 metrovk pa so bili 7-5 boljši gostitelji. Gostitelji so srečanje bolje začeli in že v 4. minuti zadetkom Tilna Rajterja povedli. Sledilo je boljše nadaljevanje gostov, ki so izid spreobrnili z 2 zadetkoma Benjamina Tušarja. V tekmi preobratov je Alen Ruiz izid izenačil še pred koncem prvega polčasa. Matej Fideršek pa je gostitelja v 35. minuti popeljal vodstvo s 3-2. Ja, to imamo neki izhod, če je avt malo nižje. To delajo vse ekipe, tudi v ligi, naši že, in nič novega. Ampak to je individualna kvaliteta Mateja Fiderška, da v tistej sekundi prepozna, kaj je najboljše za nas. Hvala Bogu, hvala Bogu. Vrhničani so izenačili z igralcem več v polju. Strelec je bil Žan Janeš. O zmagovalcu so tako odločale 6 metrovke, pri izvajanju katerih sta pri Vrhniki zgrešila Jakob Rems in Gašper Trdin. Dve najboljši ekipi v letošnjem prvenstvu, to je tudi bil danes dokaz. Zelo dinamična tekma, dosti priložnosti, mogoče ne najbolj gledljivo, bilo je veliko dolgih žog, ampak mislim, da tako se igrajo finale. Mislim, da je tukaj tudi nekaj izkušenj, mogoče tudi malo dnevna forma igralcev, ki pa vpliva na to samozavest na koncu. Jaz še zmeraj mislim, da smo danes odigrali eno zelo dobro tekmo, imeli v bistvu sploh drugi polčas neko pobudo, imeli veliko priložnosti, v katerih bi lahko tekmo zapeljali v našo smer, ampak to se ni šlo. Je pa tako. Serija je dolga, vračamo se na Vrhniko zdaj in jaz mislim, da če bomo tako nadaljevali v tej seriji, jaz mislim, da bi mogli to preobrniti. Prvi finalni dvoboj je postregel tudi z nekaj živčnimi vložki, zaradi katerih sta rdeča kartona prejela Denis Kneževič pri Dobovcu in Alan Muratagič pri Vrhniki. To je še zmer finale, stari znanci smo in na koncev to je del tega športa. Zdaj, kjer je ekipi se bo to bolj poznal, se bo videl na koncu, je pa sigurno, se mi zdi, da je prav, da je tak naboj, dokler ni nekih res nešportnih situacij, mislim, da je vse ok. Ekipi v finalni seriji igrata na 3 zmage. Druga tekma bo v petek 16. maja na Vrhniki. Zdaj več ni veliko za popravljati, zdaj samo kdo se bo bolje odpočil, kdo bo bolj ohladil glave, popravijo se napake, tiste malenkosti in to je to. Vrhniki nas čaka sigurno pekel, odločajo malenkosti, to se je danes dokazalo in ne vem, gremo seveda na zmago, želimo to rešiti v 3 tekmah, če se bo dalo. Poznal se nam bo Kneževič, da ga ni, da je dobil rdeč karton, ampak tako smo že skoraj celo sezono, koga ni, brez tistega se mora. Že danes smo dokazali, da lahko tudi v Rogaški prevzamemo pobudo. Jaz mislim, da bi na Vrhniki mogli in gremo odločno to drugo tekmo, da zmagamo in da pridemo spet v bistvu za 1-1 nazaj v Rogaško.
Igralci Dobovca naskakujejo že svoj 8. naslov državnih prvakov. Na drugi strani Vrhnika še čaka na prvega. Rekorder po številu osvojenih lovorik v državnem prvenstvu je z 10 še vedno Litija. Košarkarji Olimpije in Podčetrtka so prvi polfinalisti košarkarskega državnega prvenstva. Za največje presenečenje v četrtfinalu so poskrbeli košarkarji Podčetrtka, ki so z 2-0 v zmagah izločili domžalski Helios. Priložnost, da se jim pridružijo v polfinalu, bodo že v soboto imeli tudi košarkarji Šentjurja, ki v četrtfinalni seriji proti Iliriji po zmagi v Tivoliju za 12 točk vodijo z 1-0. Šentjurčani so po nekoliko slabši prvi četrtini prepričljivo dobili drugo in tretjo, v kateri so si priigrali odločilno prednost. Pri zmagovalcih je kar 5 košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Najbolj razpoložen je bil Tarik Brunčevic z 19. Igrali so eno dobro energetsko tekmo, agresivno v obrambi, držali so se gameplana, večino tekme imeli smo dobro disciplino in na koncu tekmo pripravili. Vemo, Ilirija igra še finale ABA2 lige, ampak nič za to, mislim. Lahko sem čestitam fantom in upam, da se bo v soboto napolnil Hruševec. Ilirija je začela agresivno, bili so močnejši v kontaktu, agresivnejši od nas, prebijali so bloke. Mi tega nismo delali na začetku, potem smo na time-outu to povedali in fanti so pač obrnili smer. Igrali agresivno, predvsem v obrambi, pametno v napadu, imeli smo 22 asistentov, žoga je dobro šla, vedeli smo, kje moramo napadati. In na polčasu smo rekli, da v tretji četrtini, vedno smo imeli celo sezono probleme s tretjo četrtino, da moramo začeti močno, da se ne smemo upustiti in to je bilo pa čestitam fantom še enkrat. Od četrtine ekipa Šentjurja enostavno bila boljši nasprotnik, mi smo se nekaj trudili, žogo smo enostavno fantje, nismo bili to pravi in smo pač nismo tekmo. Timska igra je na 5-5, vsi skupaj mogli pomagati, enostavno nismo bili to pravi, zdaj pač neki gledati, kdo je kriv, kdo ni, enostavno vsi smo krivi, največ jaz kot trener, tako da pač imamo, hvala Bogu, da imamo še eno tekmo, pa da gremo Šentjur zmagati in dobiti pač to tretjo tekmo, tudi da igramo v Tivoliju. V seriji na 3 zmage bo druga tekma na sporedu v soboto ob 19. uri, tudi z neposrednim prenosom naše televizije v šentjurski dvorani Hruševec. Mi smo spočili regenerirali, s kakšne manjše poškodbice bomo probali sanirati in potem se čim bolje dobro pripraviti, spet napraviti game plan, glede na to tekmo, mogoče kaj prilagoditi, večjih skrivnosti ni. In mislim, da igramo leto že zdaj 5 z njimi, tako da na energijo in agresivnost mislim, da bo spet se šlo. Za Šentjur je to 8. končnica, doslej je samo enkrat prišel čez prvi krog, to je bilo pred desetletjem, končalo se je z naslovom državnih prvakov. Ja, mislim, jaz sem zelo vesel, če prijemo čez prvi krog, če pa kaj več bomo povedali. Med 4. in 8. junijem bo v Sloveniji potekala že 31. kolesarska dirka po Sloveniji. Štart druge etape bo v četrtek 5. junija na Velenjski Visti. Kolesarji pa bodo po slabih 158 kilometrih ciljno črto prečkali v Rogaški Slatini. Kolesarji bodo v 5 dneh prevozili skoraj 800 kilometrov. Potem, ko se bo prva etapa končala v Škofljici, se bo druga začela štartom na Visti v Velenju. Seveda smo izredno počaščeni in veseli, da nam je Bogdan dodelil en štart, eno etapo. Seveda si pa s tem zaželimo uspešen štart kolesarjem, predvsem pa promocijo našega Velenja, ki ga promoviramo kot športno mesto tudi in s tem tudi dokazujemo z vsemi športnimi uspehi. Velenjska občina je morala za gostiteljstvo štarta zagotoviti tudi znatna finančna sredstva. Tako kot vsa mesta, ko je gostitelj, je 45.000 evrov, ni to nobena skrivnost in verjamem, da bomo ta vložek, ki ga mestna občina Velenje da, dobro izkoristiti tudi v samo promocijo kolesarstva in samega športnega turizma Velenja. Velenje in Rogaška Slatina bosta kot gostitelja štarta in cilja v drugi etapi najbolj izpostavljena. A za organizatorje niso nič manj pomembna tudi številna ostala mesta in kraji, skozi katere bodo vozili kolesarji.
Občini Štore in Šentjur sta partnerja dirke že več kot desetletje. Vsako leto smo do zdaj bili, soudeleženi pri tej dirki, kajti kar lep del trase poteka tudi čez naše kraje, konkretno čez našo občino. Mi vsako leto pripravimo kakšno presenečenje, tudi letos verjamem, da se bo kdo organiziral. Lansko leto, če se spomnite, so bili gasilci v fokusu, letos pa se zna narediti tudi, naj to zaenkrat ostane še na nek način presenečenje, ker je tudi presenečenje za mene, ker tudi meni to ne povejo. Prej, dokler se zadeva seveda ne odvije tako daleč, tako da verjamem, da bomo kaj naredili. Bo pa seveda po mojem mnenju tudi letos veliko zanimanje naših občank in občanov. Praktično gledalci so na nek način po celi trasi prisotni in so sprejeli to dirko za svojo. Seveda za nas pa je to tudi na nek način promocija predvsem kraja in pa seveda tudi zdravega načina življenja in pa predvsem kolesarjenja, kar mene tudi kot rekreativca to na nek način zelo veseli in zaenkrat smo še v tej zgodbi zraven, kako pa naprej bomo pa seveda še videli. Ja, lahko rečem, da je v bistvu ta dirka v Posavini res ena velika promocija za občino Štore, to smo zdaj v tem, lahko rečem, desetletju že ugotovili. Kot že veliko dejal, prva dirka je bilo kratko malo preštevanje, koliko nas je bilo, zdaj pa dejansko, lahko rečem, praznik, tudi v tistem delu imamo že kar nekaj let bazar naših društev na Športnem parku Lipa in res, lahko rečem, velika promocija in kar je najbolj zanimivo tudi to, da dejansko za otvoritvijo te kolesarske državne poti Celje, Štore, Šentjur, res en tak, še posebej od lanskih let naprej, ta praznik in jaz upam, da tudi naprej bomo zraven, vsaj zaenkrat ni problemov. Je pa res, da v bistvu zadnje 2 leti ne gre čez Svetino, ampak nič hudega, dirka pride iz Celja v Štore čez nadvoz, naselje Lipa, v Kompole, na Poko, Pržinska vas in potem naprej v Šentjur. Lahko rečem, dobršen del te trase v dolini jo pripeljejo, tako da res, kot še enkrat, velika promocija in upam, da vse dobro tudi naprej za te dirke po Sloveniji. Mi nismo omejeni na stadion in dvorano, ampak naše tekmovališče, se pravi naš stadion je v tej etapi, mislim, da okrog več kot 160 km. In želimo si, da imamo v trasi seveda čim več navijačev, gledalcev, ko krajevne skupnosti, ko kraji, ko mesta sodelujejo, so gledalci ob trasi in imamo izredno lepo, pozitivni imič naše pokrajine, se pravi tega dela, ali je to Šentjur, ali je to Ponikva, ali so to Štore, ali je to Velenje, Rogaška Slatina in pa na koncu celotno Slovenijo, ker moramo se zavedati, da je kolesarska dirka po Sloveniji promotor naše države, naredimo eno lepo turistično razglednico v 5 dnevih in gre v nekaterih momentih celo bolj za turistično-športni projekt, kakor obratno. Drugi dan dirke bodo kolesarji prevozili slabih 158 km. Po oceni strokovnjakov je druga etapa razgibana, a hkrati tudi precej zahtevna. Mi moramo v 5 dnevih, je naša naloga, da predstavimo Slovenijo. In če imamo vzpon na Golte v soboto, če štartamo na Tartinijevem trgu, če predstavljamo ta del Štajerske, pa tudi del mogoče Kozjanskega ali pa naprej zdravilišče Rogaška Slatina, je to naš cilj, kako, na kakšen način predstaviti to in predstavimo lahko tudi s traso, kar je zelo pomembno. Videli so zdaj Giro d'Italia, ko je bil v Albaniji, so naredili drugačno traso, mi pa skušamo v 5 dnevih narediti spet drugačno traso in predvsem pa na način, da so lahko prav vsi tekmovalci zadovoljni, se pravi hribolazci, šprinterji, tisti, ki so lahko za vse, tisti, ki so specialisti za pobege in pa vedno je bila dirka po Sloveniji priložnost tudi za mlade kolesarje, tudi Pogačarje, tako pa Roglič so se preko dirke po Sloveniji prebili. Kot je znano že dlje časa, letos na dirki ne bosta nastopila 2 najboljša slovenska kolesarja, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Med 21 prijavljenimi ekipami so tudi 3 trenutno najboljše na svetu. Giro se je končal prve 3 dni, na polovici Gira, potem počasi začnejo prihajati, pa tako, kot sem pa rekel, pač že malo šali v Rogaški, tudi danes oba naša šampiona sta, ker ne prideta letos, sta pustila odprta vrata, se pravi možnost, da se drugi izkažejo. Na novinarski konferenci v Šentjurju so direktorja dirke Bogdana Finka v znak zahvale za dolgoletno odlično sodelovanje presenetili s torto.
Meetim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Meetim resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Meetim delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Meetima in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Žena, gremo! To ne smete zamuditi. Ko si ti norko, ti to poceni. Trgovine, joge! Mesec športa v Celju od 5. do 31. maja. Preizkusite se lahko v 27 različnih športnih panogah. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Informacije in prijave na www.szc.si. Športajmo skupaj! Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo nazaj, že v prvem delu srednje rubrike v središču. Rokometno bomo obarvani, kajti ta konec tedna se začenja končnica. Šlo bo zares, torej v državnem prvenstvu za rokometaše. Polfinalna para, verjamem, dobro poznate, Slovan Trimo Trebnje in pa Celje Pivovarna Laško Gorenje. Prvi regionalni polfinalni derbi v soboto v Zlatorogu z začetkom ob 18. uri. Vratar celjskega moštva Gal Gabršek in tudi novopečeni reprezentant. Dobrodošel v našem studiu. Lep pozdrav. Lep pozdrav, lep pozdrav. Čestitke, torej najprej, če se vrneva na ta reprezentančni debi. Debitirali ste v dresu slovenske reprezentance na kvalifikacijskih tekmah proti Litvi. Mogoče beseda dve o tem. Zagotovo je za vsakega športnika to pomemben menik na njegovi poti. Pa sigurno, mislim, hvala za čestitke najprej. To je ena zelo lepa stvar, ena lepa taka potrditev, tudi neka motivacija mogoče za delo naprej. Je neka taka stvar, ki se ti vtisne v spomin in jo boš res imel skozi celotno neko kariero in tudi potem življenje. Tako da sem vesel tudi te priložnosti, ki sem jo dobil in verjamem, da bo to ena taka lepa popotnica in še dodatna motivacija za nadaljne delo. Pomlajena reprezentanca na teh dveh tekmah pa kljub temu ni bil nikakršen problem, kar se tiče rezultata proti Litvi. Mogoče kako ste zadovoljni s tema dvema nastopoma? Pa sigurno, mislim, ne glede na to, da je selektor dal priložnost tudi nam, recimo malenkost mlajšim igralcem, verjamem, da smo vsi dobro izkoristili dane minute in pokazali, da si zaslužimo tudi v prihodnje nositi
dres s slovenskim grbom. Verjamem, da smo tudi sami dovolj kvalitetni, kar se je tudi pokazalo na igrišču, da se lahko tudi na nas računa in da ob temu rezultat reprezentance ne trpi toliko, vsaj proti tem mogoče malenkost niže kakovostnejšim ekipam. Tako da to. Včeraj je tudi žreb, če še ostanemo malce pri reprezentanci za Evropsko prvenstvo 2026. Slovenija bo skupinski del igrala v Oslu, tekmeci v skupini pa Ferski otoki, Črna Gora in pa Švica. Takole na prvi pogled lahko verjetno rečemo, da nam je žreb bil kar naklonjen. Ja, mislim tudi jaz, ko sem videl te ekipe, s katerimi bo Slovenija igrala v skupini, sem bil takoj mnenja, da bi mogla zasediti eno izmed prvih 2 mest, ki jih popelje v nadaljnji del tekmovanja. Tako da mislim, da je žreb precej ugoden. Še enkrat, ni tu lahkih ekip. Verjamem, da bojo vsako tekmo morali iti maksimalno zbrano, sredotočeno in da imajo vseeno nek ugodnejšo popotnico za naprej s tem žrebom. Si želite, da bi bili zraven tudi na Evropskem prvenstvu, zdaj po tem debiju? Mislim, želja je, koliko je to realno, bomo videli, to je še kar nekaj časa do takrat, zgodi se lahko še veliko stvari, bomo pa videli, kakva bo situacija in kakva bo odločitev tudi selektorja. Zdaj pa na klubsko sceno, ki je pred vrhuncem, letos prvič nov sistem in zdaj, če se tako izrazim, bo šlo pravzaprav zares. Začenja se končnica, začenja se polfinale, tekmec v polfinalu pa stari znanec Gorenje. Kako ste pripravljeni na ta najpomembnejši del sezone? Ja, pred nami je še v bistvu danes zadnji trening pred tem prvim polfinalnim obračunom z Velenjem. Tu več prostora za neke napake praktično ni. Kar smo nekako gradili skozi sezono, smo naredili, tako da jutri gre zares. Sigurno si želimo prve zmage, da takoj pred domačo publiko pokažemo, kaj nas zanima nas finale in verjamem, da nam lahko to uspe, če se bomo držali teh stvari, ki smo se jih dogovorili v tem času. Mislim, da smo se dobro pripravili na njih in verjamem, da bomo to pokazali tudi jutri na prvi tekmi. Boste kompletni ali je kaj težav zdravstvenih, s katerimi vašimi soigralci mogoče? Ne, ekipa je kompletna, zaenkrat nimamo nekih težav, tako da, kot sem rekel, maksimalno prvi obračun. Gorenje, aktualni državni prvak, verjetno skozi sezono mogoče je pokazalo malce manj, kot so ljubitelji rokometa letos pričakovali. Kaj bi vi rekli o tej letošnji zasedbi Gorenja in pa o njihovih igrah? Ja, sigurno, predvsem v tem prvem delu tekmovanja nekako Velenje ves čas imelo neke težave. Izgubljali so mogoče kakšne točke, ki jih drugače naj ne bi. Ampak ne glede na to, verjamem, mislim, vidi se, da so se skozi sezono dvigovali in na vse zadnje so v polfinalu prvenstva, kar nekaj pomeni. Se pravi, so nekako strnili glave in naredili en tak korak v neko boljšo igro in to se jim vidi. Tako da ne pričakujemo nikakor lahke tekme, ne potem prihajajočih. Tako da Gorenje je tudi zelo izkušena ekipa, zagotovo tudi oni imajo svoje cilje, ne glede na to, da štartajo iz drugega mesta, iz te skupine in ne glede na to, da so, kot ste že rekli, ta prvi del odigrali nekoliko slabše od pričakovanj. Ja, mislim, ne glede na to, da tam so imeli v tisti skupini Slovan, ki je recimo letos kar kvaliteten in so imeli kar težko delo, zato pač prihajajo iz tega drugega mesta, kar je za nas dobro, saj imamo prednost na prvi tekmi tega domačega terena, ampak kot sem že omenil, tu ni nikakršnih kalkulacij, želimo samo zmago, verjamem pa, da tekma ne bo lahka, ampak Serija se igra na 2 zmagi, zdaj prva tekma, kot so omenila, jutri ob 18. v Zlatorogu, druga potem 21. v sredo v Velenju in če bi bil izid izenačen, odločilna tretja 24. ponovno v Celju. To je verjetno kar pomembna prednost, ta domač teren. Pa ja, sigurno. Mislim, vedno je nekako, recimo, vsaj na papirju lažje igrati pred domačo publiko. Zato je v bistvu za nas bila pomembna to recimo prvo mesto v tej B skupini.
da imamo vsaj v polfinalnem obračunu to prednost. Če bi bilo v nekih idealnih okoliščinah, se pravi, da se uvrstimo v finale po 2 tekmah, če ne pa po tisti tretji, kjer imamo spet prednost domačega terena. Verjamem, da nam lahko to uspe v 2, kot sem že omenil, če se bomo držali vseh stvari, odigrali takšni 2 tekmi, kot si želimo, in to je to. Je zdaj v tem drugem skupinskem delu, pa tudi v končnici, vendarle nekoliko teže za vas, mislim predvsem iz vidika, da nekako se zdi, da na tistem začetku sezone ste šli nekako iz ozadja, da ste to vlogo favoritov prepuščali drugim, no potem po tistem odličnem prvem delu pa nekako drugačni izhodiščni položaj tudi za vas v nadaljevanju. Ja, mislim, sigurno, če bi na začetku sezone, ko so nas spraševali, kakšni so naši cilji, mislim, da bi vsi podpisali to polfinale, že na samem začetku. Skozi sezono so pa ves čas ta pričakovanja po naših predstavah nekako rastla in zdaj se nekako pričakuje to finale. Pričakujemo ga tudi mi, saj vemo, da smo sposobni tega. Kljub temu, pa če slučajno se nekje zalomi, mislim, da to ne bi smelo biti preveliko razočaranje, saj smo cilje iz začetka sezone, ki smo jih imeli, definitivno presegli. Ampak ne glede na to, želimo si tega finala in še vedno verjamemo, da lahko osvojimo tudi ta naslov prvakov. Drugi polfinalni par, Slovan Trimo, komu tu mogoče dajete več možnosti? Pa mislim, težko je to komentirati, verjamem pa, da bo ta polfinalni par zelo zanimiv. Vse verjamem, da se lahko zgodi, da bodo tudi 3 tekme. Ne eni, ne drugi se ne bodo prepustili, verjamem, da bodo igrali do konca in da obojni želijo to finale. Tako da ne bi tu delal neke prednosti, verjamem pa, da bodo zelo zanimivi obračuni. Prvič se slovensko prvenstvo igra po novem sistemu, prvi del, potem ta drugi skupinski del in na koncu končnica. Zdaj, vi ste veliko prvenstvo igrali po tistem starem, kjer pravzaprav je vsaka izgubljena točka lahko že bila usodna v boju za naslov. Kako se vam zdi zdaj ta nov sistem, kateri je mogoče boljši, slabši, kaj bi vi rekli? Ja, to je sistem, ki dopušča vsaj v tem prvem delu kakšno napako več. Ker če si ti v teh preteklih sezonah zgubil kakšno recimo tekmo, kot smo mi v Krškem, ali pa zgubili točko v Ribnici, se ti je to poznalo na koncu. In nisi smel zgubljati, oziroma sistem ti ni dopuščal zgubljati točk na teh manjših tekmah. Na kar pač recimo ta sistem dopušča v neki meri, saj se vedno še nekako pač razdeli potem v 2 skupini in te točke nekaj nese s seboj. In imaš recimo nekoliko prednost še vedno, ne glede na to, da pač si mogoče naredil kak X. Ampak vseeno, zdaj je pa obdobje, v katerem moramo biti brez napak praktično in si napak ne moreš privoščiti več. In to je zdaj res v bistvu tako, da zdaj zmaga najboljša ekipa in to je to. Imate zveste navijače že leta in leta, ki vas spremljajo na vseh tekmah. Zagotovo si želite, da bi v soboto bil Zlatorog čim bolj poln, da bo prednost tudi s tribun tista prava? Ja, sigurno. Mislim, vedno je lepo igrati pred polnim Zlatorogom, vsaj kar se da polnim. Zato bi sigurno rad povabil v bistvu vse navijače, tako Florijane kot ostale, da si vzamejo čas v soboto in nas pridejo podpreti in nam pomagati na tej prvi polfinalni tekmi in nam pomagajo pri tej prvi morebitni zmagi. Povejte nam še nekaj, zdaj v zadnjih tednih se je veliko govorilo tudi o odhodu vašega trenerja prihodnje leto, celo mislim, da ravno na dan pred pokalnim zaključnim turnirjem je ta vest prišla tudi v medije. Kako je to vplivalo na moštvo, na vas fante? Je bil to šok? Kako ste vse skupaj sprejeli? Ja, mislim, tiste neke govorice so prišle ravno na dan prvega tistega polfinalnega obračuna z Krko. Ne glede na vse, mi smo fokusirani na našo igro in to je trenutno edina stvar, ki nas zanima. Te ostale stvari bomo pač prepustili vodstvu kluba, ki verjamem, da če se zgodi ta odhod,
bo našlo dobro zamenjavo in bodo naredili vse za to, da zakrpajo recimo to vrzel, ki bi nastala morebitnem odhodu njega. Mogoče za konec, kakšen je vaš status glede prihodnosti, ker smo že proti koncu sezone, vas bomo še gledali v Celju, kako razmišljate o svoji karieri tudi v prihodnjih letih? Ja, imam še 1 leto aktualne pogodbe, tako da naslednjo sezono sem sigurno še tu. Potem pa bomo videli, mislim, če se pojavi prava ponudba, zakaj ne, ampak to je pa za prihodnost. V Celju ste odigrali že 157 članskih tekem, pa skoraj 200 mlajših selekcijah. Velike številke, kaj ne? Pa mislim, nabralo se je nekaj v tem času. Praktično pozna se, da sem rastel v tem klubu in da sem v tem času vseeno že dobil nekaj priložnosti. Zdaj v zadnjih 2, mogoče 3 sezonah malo več. In lepo je, no. Mislim, to so bile neke take otroške sanje že. In lepo je, ko dobiš priložnost v tem svojem domačem klubu, ki ti nekaj pomeni. Zadovoljni s svojimi obrambami glede na poziv selektorja, verjetno ta sezona ni bila slaba. Ne, sigurno, mislim, verjamem, tudi sam sem mnenja, da smo v tej sezoni naredili en lep korak naprej. Klub mi je dal eno priložnost, ki bi rekel, da sem jo do zdaj dobro izkoristil. Verjamem, da bomo s tem nadaljevali tudi naprej in da bo pred nami še veliko nekih lepih tekem, zgodb in obramb. Pravijo, da je vratar včasih pol moštva, se strinjate s to prispodobo? Tako pravijo. Sam mogoče bi rekel, da brez neke dobre podpore ekipe in neke dobre obrambe tudi sam ne morem delati čudežev običajno. Tako da sem kar precej odvisen od njih. Je pa res, da ob dobri njihovi pomoči je tudi meni dosti lažje, no, tako da lahko dobro opravim svoje delo. Mogoče kako se nam vratarji zdaj pripravljate na tekmece? Verjetno je to vendarle malce drugače kot igralci v polju. Kakšni so potem ti dogovori z obrambo? Ja, sigurno je tu dosti več nekega gledanja videoposnetkov, tako da doma sem kar nekaj časa pred računalnikom in razmišljam o nekih odločitvah in situacijah, ki se pač lahko zgodijo na tekmi, zato pač tudi pripravimo neke ideje za samo obrambo, da neke stvari prilagodimo. Kar se tega tiče, je tudi trener zelo poslušen in nam pomaga, no, tako da je delo dosti lažje. Predvsem to, no. Se pravi, za vsakega igralca v slovenski ligi že verjetno na pamet veste, ne, kam ponavadi vrže, kam bo streljal. Ja, obstaja nek tak moder zvezek, ki ga imam, v katerem so te stvari zapisane. Je res, da te pač marsikdo preseneti, ampak neke stvari pa definitivno so dosti podobne, no, in veliko teh stvari se lahko naprej pripraviš. Gal Gabršek, hvala za obisk v studiu, srečno seveda zdaj v končnici, v polfinalu z Gorenjem, verjamemo potem tudi v finalni seriji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bomo nazaj še v drugem delu središča. Govorili bomo o 31. dirki po Sloveniji, druga etapa bo šla skozi naše kraje, začela se bo v Velenju, končala pa v Rogaški Slatini. Ostanite v naši družbi. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem.
Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Žena, gremo! To ne smete zamuditi. Kosti norko je to poceni. Trgovine, joge! Mesec športa v Celju od 5. do 31. maja. Preizkusite se lahko v 27 različnih športnih panogah. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Informacije in prijave na www.szc.si. Športajmo skupaj! Takole po oglasih smo nazaj, še v drugem delu središča. Govorili bomo o kolesarski dirki po Sloveniji. Letošnja bo že 31. po vrsti, druga etapa pa bo šla tudi čez številna mesta in kraje na Celjskem. Začela se bo namreč v mestni občini Velenje na Visti, končala pa v Rogaški Slatini. Vodja druge etape in pa član organizacijskega odbora dirke po Sloveniji Roman Hriberšek. Dober dan, dobrodošli v našem studiu. Dober dan, hvala za povabilo. Verjetno so v teh dneh in tednih priprave na 31. dirko po Sloveniji na vrhuncu. Ja, tako kot vsako leto, tudi letos končujemo že bolj, ko ne z vsemi pripravami, samo še določene detajle, tam, kjer se še nekaj cest urejuje in tako naprej. In pa, bom rekel, premijski leteči cilji in pa štarti druge etape. Ponovadi, ko se konča ena dirka, že začnete s pripravami na novo, verjetno takšen projekt, takšna dirka zahteva celoletno delo. Bom rekel, ja, da recimo, ko je cilj v Rogaški Slatini, se že pogovarjamo za naslednjo leto v sodelovanju. Tako da na vseh področjih je pa vedno, v tem trenutku vedno več interesentov, ki bi radi sodelovali in to pozdravljamo. Koliko ljudi pravzaprav je v tem samem organizacijskem timu, verjetno je tudi veliko prostovoljcev na vseh etapah, ki vam pomagajo? Ja, brez prostovoljcev absolutno ne gre in to sem jim rad v imenu vseh nas zahvalil. Ciljna ekipa je cirka 60 ljudi, štartna je cirka 40, s tem pa, da so v progi gasilci, prostovoljci, ki jih je pa vsak dan okoli 1500. Letošnji termin je nekoliko drugačen, ne, malce prej bo vse skupaj potekalo kot sicer. Ja, letošnji termin je 2 tedna prej kot ponavadi, s tem, da se direktor Bogdan Fink že pogovarja, da naslednjo leto dobimo nazaj naš usklajen termin, ki je zaradi šolskih počitnic in pa vsega po naši oceni in pa zaradi zelene Slovenije bolj primeren. Zdaj, tisto, kar ljubitelje tega športa najbolj zanima v naši regiji, je seveda ta druga etapa, ki bo šla po naših krajih, če lahko tako rečem. V četrtek 5. junija bo vse skupaj potekalo s štartom v Velenju in s ciljem v Rogaški Slatini. Mogoče najprej beseda dve o tej odločitvi, da letos traso speljete, torej od Velenja do Rogaške, kar se tiče te druge etape. Ja, tako je, ne. Velenje je letos prvič partner kot organizator štarta in se jim zahvaljujem za to.
če pogledamo Velenje, Rogaška ni nekaj kilometrov, ne. Glede na to, da je pa dirka speljana po okoliških krajih, občinah, po obronkih, v celotni dirki bomo imeli cirka 2600 višinskih metrov, je pa ta dirka zelo zanimiva. Najprej gremo skozi Šoštanj, potem gremo na Šmartno ob Paki, pa gremo v Braslovče, Prebold, Žalec, pridemo v Celje, gremo po glavni cesti za Laško v Jagoče na Celjsko kočo, pa se spustimo nazaj v dolino, glede na to, da je zdaj na Polulah se dela nov most, gremo po kolesarski stezi do Tremarja in potem zopet po glavni cesti mimo železniške postaje na Kidričevo, nadvoz Štore, potem gremo Lipa, Kompole proti Šentjurju, tradicionalno gremo skozi, bom rekel, delovišče vulkanizacije Mulej, ker je vedno dober sprejem, potem gremo Stopče, Spodnji vrh, Breze, Ponikva, tu smo letos pa naredili eno spremembo, iz Ponikve gremo na Ponkvice in gremo proti Slomu, kjer je slomškova domačija. Tu pridobimo tudi, bom rekel, dodatna dva malo večja hribčka, potem gremo proti Šentvidu in katerega obiščemo letos po glavni cesti že pred šolo, potem Šmarje, obronki Šmarske občine in potem celo Rogaške Slatine. Je bilo težko izbrati kraje in traso? Predvidevam, da je verjetno bilo še več tistih, ki bi želeli, ne vem, gostiti ali cilj, ali štart, ali biti enostavno zraven na tej dirki. Pa ja, to je, bom rekel, ne da je zdaj usklajeno nekako. Bilo je tema pogovora, ali bo štart v Celju, vendar celjska občina se je letos odločila, kar pozdravljam, da gremo samo skozi mestno jedro in pa na Celjsko kočo. Namreč oni imajo 14 dni pozneje, to bi tudi vse gledalce povabil, bojo imeli v Celju državno prvenstvo v kronometru in pa v cestni dirki. In to mislim, da je tudi zelo pozitivno za slovensko kolesarstvo. Zdaj, mesta, ki gostijo cilj in štart, so seveda bolj izpostavljena, verjetno imajo tudi več organizacijskih in finančnih zalogajev. Ja, normalno, to je tisto, kar je, jaz zdaj v financah ne bi tu govoril. Organizacijsko je tako, ne. Mi delamo Velenje že en dan prej štart, s tem, da tudi Rogaško, že ko pridemo iz Škofljice, bomo že zvečer ciljno ravnino vse postavili. Tako da to je bom rekel, je kar utečena ekipa, ki to dela vsak dan, naslednji dan je ob 11. na štartu, na cilju že generalka z kamerami in vse skupaj, tako da zaenkrat nam to poteka dobro. Direktor Bogdan Fink je na zadnji novinarski konferenci v Šentjurju izpostavil tudi to, da niso pomembna samo mesta, ki gostijo štart in cilj, ampak da so zelo pomembna vsa mesta in pa tudi tisti kraji potem, ki gostijo en del trase, ki gre skozi mesta ali kraje. Ja, tu je sigurno, da recimo letos je občina Štore 10. leto zraven, občina Šentjur je 11. leto, s tem, da je krajevna skupnost Grobelno 7. leto, Spodnji vrh, kjer je premijski cilj in pa vulkanizacija Mule 4. leto, Ponikva, krajevna skupnost 7. leto, občina Šmarje 8. leto, Rogaška pa vemo, da je letos že tradicionalno v ciljih ali štartih 11. leto. Sočasno s kolesarji, seveda pod narekovaj rečeno, tekmujejo tudi gostitelji, za najgostitelje in tudi tu je konkurenca verjetno kar huda. Ja, občine sploh štarti in cilji imajo posebno ocenjevanje organizacijo prireditve, spremljajočih dogodkov, ne. In tako da jaz upam, da glede na to, da je občina Celje že enkrat bila najboljši gostitelj, upam, da še bo katera izmed drugih občin v celjski regiji v prihodnjem času. Kaj ponovadi ljudje vse pripravijo v progi, to so verjetno razno presenečenje tudi za vas, organizatorje? Ja, dogaja se
marsikaj v progi, ne. Če omenim samo lansko leto v naši vasi, ko smo imeli bagra in alpinista, kolesarja na bagro, konjenico, ansambl, Tomoseg, oldtimerje, folklor in tako naprej, ne. To je nek zalogaj za vsakega tistega, ki ima to organizacijo. Pride pa tudi na to neki ljudi, ki si ogleda v živo. Bil je pa naš odziv, da smo imeli konkretno ta bager samo na Instagramu 250.000 ogledov, kar pa pomeni za eno vas ogromno za promocijo. Koliko gledalcev pričakujete takole v progi, recimo imate kakšne številke, kaj letos napovedujete, pričakujete? Ja, jaz sam osebno pričakujem, da bo na tej trasi, se pravi trasi druge etape, po mojem nekje okoli 70.000 gledalcev, če nam bo vreme služilo. 31. dirka, kako ste pravzaprav vi zajadrali v kolesarstvo, kako dolgo ste vi zraven? Ja, meni letos poteka 21. leto, tu je pač prišlo do sodelovanja z bivšim sekretarjem kluba Andrejem Filipom, ki me je predstavil direktorju dirke Bogdanu Finko in tu se je začelo sodelovanje. In kakšne vse so zdaj vaše naloge, zadolžitve, verjetno jih je veliko? Bom rekel tako, zdaj se že malo spravljamo za kulisje, pomagam določene stvari, namreč z Bogdanom delamo mlado ekipo, ki bo pač naprej peljala to. Lansko leto je že nekaj starejših zapustil, ki sodelujejo samo kot gledalci, vedno več pa moramo graditi na mladih in da bojo to znali naprej peljati. 5. junija, torej letošnja druga etapa na Celjskem, 6. verjetno že začetek razmišljanja o 32. Verjetno tisto, kar že lahko rečejo, da tudi del 32. dirke ne bo zaobšel naše regije, naših krajev. No, o tem se že nekaj letos pogovarjamo, namreč Bogdan je zavzel stališče, da bi delali 3-letne projekte v ciljih in štartih, tako da neke dogovori že tečejo na določenih področjih, je pa seveda to vse povezano s finančnostjo, organizacijo, bom rekel, pri cestah in pa normalno tudi v terminih in sodelovanju kolesarjev, ki bojo na dirki. Roman Hriberček, hvala za obisk, želimo vam uspešno organizacijo, seveda bomo o dirki še naprej poročali tudi v naših informativnih oddajah. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Jutri ne pozabite na naš neposredni prenos iz šentjurskega Hruševca, druga tekma četrtfinala košarkarskega državnega prvenstva med Šentjurjem in Ilirijo bo na vrsti, prihodnji petek pa znova nasvidenje v še enem tretjem polčasu. Lepo se imejte, lep vikend voščim in lahko noč.